pa lepo pozdravljeni na drugem dogodku Centra za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. To je prenos veščin, dogodek se imenuje prenos veščin in namen teh dogodkov je v bistvu, da prenašamo neka zelo specifična znanja, zelo specifičnih, uspešnih ustvarjalcev in ustvarjalnih podjetnikov, ki delujejo pač v kulturno-kreativnem sektorju. Danes gostimo Nikolo Sekuloviča, ki je glasbenik in promotor in organizator koncertov in strokovnjak za avtorske pravice na področju glasbe. Zadnje čase pa se tudi vse bolj posveča glasbenemu poslu v teoriji in v praksi. Da ne bom predolga, deluje pač kot menedžer, agent tudi za svoje glasbene zasedbe. Zato jaz mislim, da je eden največjih poznavalcev glasbene industrije pri nas, zato smo ga tudi povabili. Verjetno ga pa pač kot glasbeniki poznate kot basista, od Demolition Group do Borgezije, potem pa ne bom vse v bendu naštevala sploh. Danes deluje v okviru benda Dan D, ki je ravnokar izdal svojo novo ploščo, Milo za drago. Na zelo poseben način so jo spromovirali. Sicer pa s tem prenosom veščin napovedujemo tudi naše partnersko sodelovanje z Sigicom, ki bo začel z zelo posebnim izobraževanjem, ki je namenjeno pač profesionalcem na glasbenem področju. To organizira Sigic in Peter Baroš, ki je tudi danes z nami, ga potem mogoče lahko po dogodku še kaj več vprašamo o tem. Sicer bi pa rada dala oder pač Nikoli, tokrat ne v vlogi basista, ampak v vlogi govorca. Potem ga pa lahko definitivno vprašate pač vse, kar si želite vprašati. V bistvu so vprašanja po predavanju dobrodošla. Tako. Hvala lepa. En aplavz za Miko. Jaz bom probal danes v roku 1 ure zadostiti 3 potrebam formata predavanj znotraj Centra za kreativnost. Torej, prvi del bo orisil razvoj moje kariere, drugi se bo ukvarjal z odločitvami, ki se sprejemajo na tako dolgi poti, in tretji del se bo dotaknil tako mogoče vloge Centra za kreativnost, kot mogoče vloge Sigica in nastajajočega Music Export Officea. Govoril bom o vlogi glasbe, o vlogi glasbenika, o 20. in 21. stoletju in pa tu pa tam po potrebi vrgel not še kako neumnost, ki jo srečujemo vsi na naši poti. Danes dopoldan sem imel 1-na-1 speed dating z 12 glasbeniki. Zelo sem vesel, da niti eden od teh ni izpostavil ene od osnovnih neumnosti, o kateri sva se prej midva pogovarjala. Torej, mit o tem, kako je fajn v Sloveniji biti muskontar, ki 5 dni na teden dela bodisi v proizvodnji ali na banki ali na občini ali v šoli, in tako mine delovni teden, kjer trpiš na šihtu, pa pride petek popoldan, kjer se dobiš s prijatelji na pivu in obnoviš, kaj vse se je dogajalo čez teden, malo poprimeš za inštrument, nekaj ustvarjaš, malo se ga nažgeš in na kar pride sobota, kjer ponoviš vajo malo bolj skoncentrirano, pol je pa počasi že nedelja, ki je božji dan in smo že spet v ponedeljku, kjer začneš svoj nov delovni teden na tistem šihtu, ki ga počneš zares. Hkrati pa ob tej ljubiteljski dejavnosti pričakuješ profi angažma vseh ljudi okrog tebe. Torej, ko ponudim alternativo, torej če na eni strani 5 dni trpim, zato da bom 2 dni lahko užival, ponujam alternativo, pa daj 5 dni počni tisto, kar ti je fajn in probi priti do tistega, kar so nas učili že v šoli ali polni, ko ste bili v cerkvi. A je kaj lepšega kot to, da človek živi od sadov svojega dela, po možnosti takega dela, v katerem res uživa, v katerem se ima možnost izpopolniti in seveda na koncu tudi s tem plačati položnice in uživati v nekem normalnem življenju in pogojih za nadaljne delo. Dober dan.
Torej, te neumnosti danes nisem poslušal, bomo jih par danes omenili, mimogrede, marsikatero od teh sem zagrešil tudi sam. Marsikatero sem tudi pozabil, tako da če je kdo tukaj, ki ima spomin malo bolj dolgoročen, naj me kar komot opozori, a ne Nina? Tako, ok. Torej, za potrebe današnje zgodbe bom sem na brzino preletel neke biografske fakte. Na prejšnjem sešnu je Uroš to zelo počasi razpredel, jaz bom šel probal iti na to skozi brzino. In sicer, moja zgodba se začne v majhnem kraju na vzhodu Slovenije, ki je najbolj tipičen za mnoge slovenske glasbenike, kjer v nekem okolju greš skozi določene šolske procese, hkrati pa si deležen nečesa, česar ne moreš sam zbirati. Torej, neko ljudje, okolje, odnosi in podobne stvari, vse malenkosti, ki jih mnogi glasbeniki poznajo, povezane z negotovostjo in z vlogo glasbe, ki pomaga marsikatere od teh težav prebroditi. Tukaj bi rad izpostavil seveda tudi svojo družino in pa neumnost mojega očeta oziroma obeh, očeta in mame, ki sta bila nepričakovano prizanesljiva. Lahko si predstavljate, kaj hujšega, oče kot vojaška oseba in sin z dolgimi lasmi in foter s stisnjenimi zobmi, sam od sebe sinu kupi kitaro, sicer poceni, sicer vzhodno nemško, ampak najlepšo kitaro na svetu. Torej, imel sem srečo ne pri izbiri, imel sem pač srečo v življenju, da je tudi moj foter šel proti svoji religiji in omogočil neko dejavnost, za katero je sam smatral, da je vrhunec neumnosti. Torej, zgodba gre hitro dalje, poznamo jo, torej glasbenikov imamo veliko tukaj, danes glasbeniki roke gor. Ok, pol se bomo po domače pogovarjali. Torej, kako se začne, špilaš muziko od nekoga drugega, reče se temu danes cover band in kmalu zatem preskok v neke druge bende. Prvi denar, ki sem ga jaz začel služiti z glasbo, pa moram reči, da je bil zelo fajn, je bilo najbrž že pri 13 ali pri 14, ko sem uletel v neke lokalne zgodbe in pa plese, na katerih poleg denarja seveda se je dvignil moj družbeni status, prevažali so me drugi z avti, spoznal sem, kaj so prednosti in slabosti timskega dela, hkrati pa zbegano zamenjal eno šolo za drugo, sicer ta zgodba se je pol še nadaljevala malo pozneje, zopet neuspešno, torej ta krivulja bo polna teh črnih X-ov, to pomeni prekinitve nekih naravnih poti. Torej ne, nisem ratal slikar, šel sem na gimnazijo, iz katere se mnogih sošolcev danes več ne spomnim, ker sem očitno takrat počel mnoge druge stvari. Pomemben mejnik zame je ustanovitev ansambla, ki se mu je reklo takrat malo drugače, ampak se je kmalu preimenoval v Demolition Group. Torej, zgodba Demolition Group, ki me je peljala iz brežiško-ljubljanskih odnosov tudi po bivši Jugi in pripeljala tudi do zgodbe o Laibachu. Ne, nisem imel kaj veliko vpliva na to. To se je pač zgodilo samo od sebe, skozi frekvenco nekih dogajanj. Tukaj bi prvič mogoče izpostavil pojem kvantitete in bi ga postavil pred pojem kvalitete, ampak o tem bomo govorili pozneje. Torej, relativno zgodaj sem stopil v neke čudaške zgodbe, ki so vsebovale elemente ustvarjalnosti, nekih drugih pristopov, bile so na trenutke precej radikalne. Pri 16 sem že imel prvi album zunaj, ko je to še zares nekaj štelo. Torej, veliko stvari se je dogajalo, ena od ključnih zame je tudi, kaj je glasba meni predstavljala v življenju, bistveno več kot G-dur, C-dur in podobne stvari.
predstavljala je eden od gradnikov mojega odnosa do sveta in nazaj in pa seveda zavest o tem, da glasba lahko vpliva tudi bistveno širše, torej lahko vpliva na določena socialna gibanja in v nekih starih časih lahko tudi spreminja politične sisteme in ruši države in podobno. Torej, če so se včasih politiki glasbe bali, danes se je gotovo ne in mislim, da obstajajo tudi razlogi za to, precej neumni, o teh bomo govorili pozneje. Eno od lepših poglavij mojega življenja je JLA, za tiste, ki ste malo mlajši, je to izraz za armado bivše države, kjer sem se seveda hitro zrinil v band, ne me spraševati, kaj sem špilil, kako sem špilil in koliko noči sem preživel nažgan, tako da se jih ne spomnim. Ključni element tukaj je zopet kvantiteta, torej v enem letu sem odžgal 186 špilov, boljše šole za glasbenika ni. In oni, ki ste špilali po tezgah, po terasah, po veselicah, po rokah, veste, kakšna tortura je to in kako dragocena šola je to za glasbenika. Seveda sproti sem se naučil še veliko drugih stvari, ki sem se jih skušal spomniti pozneje, kdaj v zgodovini in so mi vsaj malenkost prišle prav. Po vojski, ko se seveda tukaj se točke v tistem času so se zaključevale za leto ali pa za dobro leto, opala pridem nazaj, na srečo ta moj ansambl ni našel substituta zame, tako da sem se vrnil nazaj v varno okolje in če vidite vse te neke špure, ki se tukaj vlečejo, pa tam pa še se bojo vlekle, to je še vedno nekaj, kar smatram kot svoj matični bend. Usporedno s tem tudi odločitev, da dokončno nehamo s to likovno kariero in se posvetimo bolj desnim zadevam v življenju, kot je pravna fakulteta, ki spet skozi tele neke krivulce, boste videli, je dala poseben pečat nečemu, kar sam rečem kariera. Tu se relativno hitro v drugi polovici 80-ih zgodi to, da še par let nazaj negotov mulat z dolgimi lasmi iz Brežic, ker začne špilati nekaj po tujini, kjer v kombinaciji z neko izobrazbo, z neko pozicijo pridobi mnoge druge beneficije in prvič začne razmišljati o profesionalizaciji. In kaj lepšega, če se spomnite onega oficirja oziroma podoficirja JLA, torej mojega očeta, kaj lepšega kot to, da sem mu približno v tem nekem obdobju prinesel na mizo televizijo, novo, barvno, ker je ta stara crknila in sem rekel, no stari, tole sta mi pa kupila 2 špila v Italiji, upam, da ti bo daljinc dobro delo. Torej, odnos do staršev, jaz mislim, da torej kdorkoli se z glasbo tukaj resno ukvarja, vsak ima najbrž svojo zgodbo in upam staviti, da je večina takih, kjer starši ne kažejo ali pa niso kazali veliko razumevanja. Torej, moj foter se je delal malo neumnega, tukaj pa je problematiziral on daljinski, menda da ne dela, ampak televizija je bila tam in to je bilo prvo znamenje, da se od tega mogoče lahko dobiti kaj več kot denar za čike pa za pir. Po pa pride neko drugo obdobje, torej proti koncu 80-ih, kjer je še vedno dominantno orodje za komunikacijo bil telefon, na špago doma, pa z unim kablom zavitim in pa pošta, torej une kuverte, znamke, nekaj na roko pišeš ali pa na pisalni stroj. Torej v tem obdobju sem spet nekako padel v številna sodelovanja, tokrat ne morem več reči, da so bila to sama naključja. Torej nekaj je bilo kot posledica stvari iz preteklosti, veliko stvari se pa, moram reči, je zgodilo samo od sebe. Dober dan, Janez. En aplavz za Janeza. Vedno ga rad vidim. Po drugi strani pa bom še eno od neumnosti tukaj citiral, ko je moj prijatelj Vasja iz Celja, ki ga nekateri od vas poznate, potem, da je član bil nekoč pomembnega elektropunk benda iz Savinjske doline, ko je rekel, lahko je vam Demolition Group, ko imate Nikolo v Ljubljani. Torej, to je drža človeka iz province, tudi moja bila velik del časa in pa sem rekel, stari, pa se to je simpel, vzameš tedanjih 500 mark, najameš stanovanje v Ljubljani, odpoveš se kosilu, večerji in podobnim
dobrotam svoje mame in eto ga, tudi tvoj bend je kar naenkrat v Ljubljani in pa bo šlo vse lažje. Da, to, da sem se jaz počasi preselil v Ljubljano, je imelo za posledico tudi to, da sem se z ljudmi začel dobivati na kofetih, na prireditvah in podobnih zadevah in tudi hote ali pa ne hote pripeljalo do številnih drugih sodelovanj in pa glej ga zlomka, Laibach po nekem zelo uspešnem komercialnem obdobju, ko je njihov basist rekel, za manj kot 500 mark ne bom špilo, je pa prišel enkrat cenejši nazaj v igro. Torej banalno dejstvo je pripeljalo do tega, da je naslednjih 15 let bilo tudi zaznamovano s to skupino, pomembno najbrž za zgodovino slovenske glasbe. V tem obdobju se je tudi nekako počasi izoblikovala neka gmota kontaktov, poslovnih odnosov, podobnih reči in pa tudi velika gmota nezadovoljstva z storitvami, ki so jih ponujali tedanji glasbeni profesionalci. Mnogi od vas poznate, kako to izgleda, ko neke stvari, ki bi jih mogoče zdravnik ali pa avtomehanik ali pa nekdo podoben naj naredil bolje od vas, pa se nekako izkaže, da ste v kakih trenutkih pa mogoče tudi vi kvalificirani vsaj za kako malenkost. Torej, to ni zdravniški posel. To je posel relativno za butle, torej zorganizirati koncert, zmeniti se nekaj, to so povsem človeške stvari. Ko enkrat pogruntaš, da je to enostavno in če to pogruntaš na primeru, ki te nič ne košta, se zelo hitro ujameš v neko sladko past, da za svoje delo skrbiš sam. In pol, ko dobro skrbiš sam, jasno te opazijo drugi. V mojem primeru tukaj je bila neka založba, ki je spet iz nekih starih dobrih časov bila resen player na tem področju, omogočila neko kratko sodelovanje. Še ena stvar se je zgodila vmes, mobilni telefon se je pojavil, takrat je bil še ta velik, ampak kljub temu še vedno velik del komunikacije poslovne je potekal na način, kot opisano spodaj, torej preko nekih formatov, od katerih so mnogi mrtvi. Torej kaseta, spomnimo se kratic, kot so ADAT, pa DAT, pa podobno. Fotokopije nekih medijskih obvestil, ki so se spet pakirale v neke kuverte in skupaj s fotografijami, ki niso bile digitalne in bile so drage za znort, pošiljati okoli medijem. Torej, v tem nekem obdobju je mobilni telefon, prej sem pozabil seveda povedati, da se je tukaj nekje od spodaj meni že zgodil računalnik, pa pokazal, da se dajo stvari delati na kak drug način. Pripeljal do malo bolj resne zgodbe, kjer je velik del ali pa en velik grozd moje kariere povezan z glasbenim založništvom. Torej na eni strani trgovina s posnetki, na drugi strani trgovina z avtorskimi deli in seveda v nekem novem okvirju, kjer opa bato lega računalnik, internet pa neka mobilna telefonija, to se je vse dogajalo v tem nekem časovnem obdobju, kjer so se hote, ne hote, pač morala izoblikovati neka nova pravila igre v novo nastajajoči državi in pa novo nastajajočem družbeno-političnem sistemu. Torej neka tranzicija v kapitalizem se je takrat dogajala, pojavila se je nuja po nekih novih poslovnih modelih, gospodarstvo je raslo, nek optimizem je bil prisoten, pojavljale se neke nove stvari oziroma na videz nove stvari, kot so recimo pravice, avtorske in podobne, nove tehnologije in pa seveda neka rast posla, ki je narekovala, da te dve firmi in pa tudi moja dejavnost sporedno s tem ni povezana izključno samo Slovenija. Tu je nek seznam ljudi ali pa firm, s katerimi sem imel priložnost sodelovati v tem obdobju, z nekaterimi bolj, z drugimi manj intenzivno, ampak kaže na neko množico dogodkov v času, kjer je zopet neka kvantiteta mogoče v ospredju pred pojmom
kvalitete, sploh v času, ko so se nekatera pravila igre morala vzpostavljati na novo. Mimogrede, da ne bo pomote, na marsikatera pravila igre, ki sem jih bodisi pomagal vzpostavljati ali pa celo lastnoročno vzpostavil sam, danes nisem več ponosen. Za tiste, ki sklepate diskografsko recimo pogodbo z svojo založbo, viš, ko se spet pogovarja. Jaz sem ravno kar pred podpisom podobne pogodbe, kjer sem mu rekel, stari moj, to je moja pogodba iz leta 95 in not so še vedno slovnične napake narejene takrat. Torej, 20 in več let pozneje se še nekateri dokumenti uporabljajo kot temelj za urejanje odnosov, kljub temu, da 20. stoletja že zdavnaj ni več. In to je nekaj, o čemer bi rad govoril tudi malo pozneje. O zakoreninjenosti, o nekih norm, o mitih, ki se vlečejo iz 20. stoletja v največji možni meri neupravičeno tudi v 21. stoletje in bremzajo marsikatere procese na področju tudi glasbene industrije. Če smo pri biografiji, v tem nekem obdobju sem imel spet priložnost sodelovati v številnih drugih projektih in počasi je zgodba, tukaj se je nehala zgodba nekje z Demolition Group, tukaj se je nehala zgodba z Laibachi, ki ni imel več kitarske sekcije. Kljub temu sem za Laibach še po mojem 2-3 leta nekatere poslovne stvari opravljal, konkretno booking koncertov v regiji, torej ne samo v bivši državi, pa še malo širše, in pol se počasi parkiral pri tedaj uspešni že skupini Dan D. Je že kar nekaj časa minilo od takrat. Zakaj je meni ta band bil ponovno pomemben? Zaradi nekaterih posebnih ljudi v tej zgodbi, zaradi nekaterih odnosov, ki so se vzpostavili, in pa pripravljenosti na tveganje. V tem tveganju smo se dotaknili mnogih neglasbenih stvari in ponovno zame so te najbrž bolj pomembne kot glasba sama. V pojasnilo, res samega sebe ne smatram kot glasbenika in glasbo smatram samo kot enega od segmentov življenja. In v tem duhu mi je tudi band kot neka tvorba bistveno več kot ansambel, ki gode neko glasbo. In dokler traja, traja. Če teh odnosov ni, če teh nekih dodanih vrednosti znotraj ekipe ni, pol boljš, da taka zadeva tudi ne obstaja več. Ena od zadnjih stvari, ki smo jih naredili, je poigravanje s formati. Torej, če smo pred leti se hecali z neko kaseto pa z nekim polenom, smo letos za hec spet izdali Milo za drago, torej nek digitalni format, zajet v nekem analognem formatu starinskem, torej žajfa, z neko jasno simboliko, v smislu, moraš uničiti nekaj tako lepega, kot je ta žajfa, da priješ do te vsebine, za katero ne vemo natanko, kakva je. Torej, kdor si bo privoščil to tveganje, ga čakajo številna presenečenja na poti. Hkrati pa seveda malce simbolno umivamo roke in se kot band umikamo iz tega tradicionalnega prizorišča. Malo odgovornost prelagamo na druge. V tem obdobju naj še omenim eno krasno izkušnjo, polletno ekskurzijo oziroma bivanje v Pekingu. Hvala, Emanuela, ki si me peljala. En aplavz za Emanuelo. Kjer sem se dokončno naučil, da se svet ne vrti tako, kot bi si jaz želel. Moram reči, da so me Kitajci zelo disciplinirali in v neki točki celo spravili na rob joka. Nisem stisnil solz, ali pa sem, no vse. V glavnem, pomembno mi je tudi za ta drugi del te zgodbe. Torej, ponovno so tukaj neki črni križci, torej neke zgodbe iz preteklosti so se zame tukaj zaključile. Torej, jaz sem zadnja 3 leta freelancer, ki živi od glasbe in od dejavnosti, ki so povezane z glasbo. Torej, ne hodim v neke druge službe, ukvarjam se niti ne z drugimi, ukvarjam se sam s sabo, spotoma proizvajam nek denar in skušam uliti nekaj optimizma,
če ne žuga, tem 12, ki so bili tukaj. Torej, če lahko en butast bas kitarist iz Brežic živi od glasbe, pol valjda tudi vas 12, a ne? Bo šlo? Vemo, evo, tako. Ok, to je malo, tale krivuljica malo kaže tudi na to, kako se neke dejavnosti pač ne morejo skoncentrirati takoj na začetku kariere, kako se neke stvari gradijo postopoma, vendar to so individualne zgodbe. Pri meni se je to stekalo približno s tako dinamiko. Kako se je ta zgodba kotalila, to se mi zdi mogoče bolj pomembno kot vprašanje, kaj se je vmes vse dogajalo. Cela ta pot je bila posejana z odločitvami. V svojem bendu, v drugih bendih, dober dan, odločitve so pač pogosto negotove, temeljijo na nekih ugibanjih. Skratka, veliko stvari se dogaja, kjer pač bendi nekaj ravnamo in v tej negotovosti pogosto delamo tudi napake. Ta moja kariera se mi zdi, da je bila dokaj uspešna, škarta je bilo kar nekaj not, ampak ne toliko, da bi ogrozilo stabilnost te kariere. Pri odločitvah, to, kar ugotavljam zadnja leta, en greh se je zgodil, po mojem, 300 let nazaj, takrat, ko so rekli, da je človek nek suveren posameznik, svoboden, ki ima razum in je gospodar svoje usode, kjer nas nekako miselni sistem uokvirja v sfero predvidljivosti, terja se od nas učinkovitost, razmišljamo v smeri, na eni strani je vzrok, na drugi strani je posledica. Torej, naredim A in posledica bo predvidljivo B. Imamo razvit nek občutek za prav in narobe in pa s tem povezano določeno količino odgovornosti, ki pa je sploh pri občutljivih ljudeh, a mislim, da večina nas, ki se ukvarja z glasbo, smo občutljivi čez mero, naši partnerji nas težko prenašajo, starši se težko najdemo skupni jezik, smo pa velikokrat precej odgovorni do tega, kar počnemo, če že nismo do drugih. Problem, ki se je meni pokazal na poti, je, da v tem miselnem sistemu, kjer pričakujemo, da vemo natanko, kaj počnemo, velikokrat se zgodi, da tak sistem ne deluje. In ko ne deluje, imamo neke te razpade sistema, številna vprašanja, ki se pojavljajo in pomanjkanje odgovorov, in v tem pomanjkanju se mi zdi, da reagiramo spet živalsko in to na 3 možne načine. Vsaj to sem detektiral pri sebi. Prvi je, skušam izboljšati sebe. Torej, ko gre nekaj narobe, moj prvi impuls je, ops, jaz sem zajebo. Torej, dajmo popraviti. Če tukaj ni ta prava točka, je moj ta drugi impuls, drugi so zajebali in pol probam druge popraviti. Če tudi to ne deluje, se zatečem k tretjemu in rečem, ok, ful sem investiral časa, energije, pozornosti in denarja v to in očitno nekaj ne štima. Torej, dajmo zmanjšati investicije ali dajmo povečati investicije. Torej, v okviru teh 3 odločitev pač skušam uravnavati svoje poslovno življenje, kolikor se le da, zavedajoč se nečesa, ker pogosto v debatah z glasbenikih ne prepoznavam, in sicer obstajajo stvari, na katere nimamo prav veliko vpliva. Nekatere od teh so izven nas, torej ali bo, ne vem, gospodarska rast na Kitajskem dvignila cene železa, pa bo potem to vplivalo na cene bencina in bo potem moja pot od Ljubljane do Prage na Špil toliko dražja, ali bo migrantska kriza vplivala na nakupovalne navade, na to, da bodo ljudje bolj ogroženi, varčni pri denarnicah, ali bodo teroristični napadi zmanjšali obisk na koncertih, ali pa zmanjšali število spitih pirov. To so vse stvari, na katere nimamo prav veliko vpliva. Podobno velja za neke impulze, ki so v nas zakoreninjeni iz otroštva.
rad pri svojem ansamblu izpostavim eno od ključnih napak, ko se pogovarjamo, torej besede so poceni in ko nekdo izrazi svojo lojalnost višjemu cilju ali pa eden drugmu, velikokrat, ko damo te izjave na preizkus, ugotovimo, da se pogovarjamo o željah, torej o nečem, kar bi res radi videli, da se zgodi, ampak večina teh stvari tudi ostane na nivoju želja in potreb. No, in v takem koordinatnem sistemu odločanja še vedno veliko stvari je nedorečenih, neznanih, nepredvidljivih, kjer ponovno ni veliko modrosti, poznamo to, lahko se odločamo na malo bolj varne ali pa malo bolj nevarne načine. Poznavanje pravil igre je eno od orodij, ki pomaga tako pri varnem kot pri nevarnem. To opažam, ta drugo kategorijo, ukvarjanje s starim, torej nekaj, kar je staro, preverjeno, znano, deluje kot nekaj, kar nam pomaga pri varnih odločitvah, upoštevanje tega, kaj menijo drugi. To so vse neke stvari, ki lahko pripeljejo v varno cono oziroma v nek status quo in nas obvarujejo pred vsem hudim, kar preži na nas. Na drugi strani je sfera nevarnosti, ki mislim, da je v veliki meri zapisana kreativcem, torej raziskovanje novega, neka doza zmešanosti, neka doza iracionalnosti, iti kontra toku ali pa z glavo skozi zid. Velikokrat se te glave razbijajo, ampak če pa pridejo skozi, mislim, da veliko vas tukaj ve, kakšen občutek to povzroči. A ne, Nina? Prid. Malo še tvojo fotko tukaj. Ok. Torej, ta desna pot mogoče vodi k spremembam, lahko pa tudi vodi v propad. Ampak v vsakem primeru znotraj kariere, sploh tiste, ki traja dalj časa, neizbežno se soočamo s tesnobo, s konflikti, problematično za glasbenika, za občutljivega glasbenika, ki bi rad bil všeč drugim, še toliko bolj. Kakorkoli imamo mi neko držo, da špilamo samo zase, kar je še ena od neumnosti, s katerimi se soočam. Torej, če špilaš samo zase, zakaj se potem z mano pogovarjaš? Z mano se pogovarjaš zato, ker želiš priti do špilov, preko špilov želiš priti do ljudi. Z mano se pogovarjaš, če želiš podkupiti glasbenega urednika, kako priti do tja spet. Zakaj? Zato, da boš prišel do nekih ljudi. Torej, mi skozi glasbo, po mojem premisleku, komuniciramo sami sebe nekem zunanjem svetu. Seveda, spotoma še mogoče zaslužimo kak denar, ampak v osnovi želimo delati in komunicirati z drugimi ljudmi. Na tej poti konflikti, Bog pomagaj, jaz nisem pretirano priljubljen v tej skupnosti pri mnogih, ampak za razvoj neke kariere jaz res prav ne poznam nobenega drugega načina. Torej, tisti, ki bi radi bili priljubljeni cel cajt, se bojim, da v tem poslu ne bodo dolgo časa preživeli. Še enkrat, ne govorim o poslu zabavnjaštva, ne govorim o entertainmentu, govorim o glasbi, o glasbeniku. Torej, tu so neki elementi, ki sem jih sam detektiral kot pomembne za razumevanje samega sebe in okolja, v katerem živimo. Torej, pomen nekoristnega, torej živimo v času, kjer vsi vemo, kaj je dobro narediti. Če ne vemo, imamo vse znanje na razpolago online, ki nam bo povedala, kako se nekaj pravilno posname, kako se nekaj pravilno skomponira, zmiksa, zmasterira, karkoli in pravilno tudi skomunicira tako številnim urednikom kot publiki. Torej, veliko znanja je na razpolago, ki nas pelje proti sferi perfekcije. Toliko ga je, da sam ob zadnjih 10 let iščem sfero napake in pa sfero nekoristnega in tukaj najdem veliko več veselja. Fajn je, če smo izobraženi, če poznamo igrišče, v katerem se probamo igrati. Fajn je, in to je ena od spet značilnosti ljudi, s katerimi se pogovarjam, fokusirani smo sami nase, valjda, saj smo egotripaši, saj smo glasbeniki, ampak tisti, ki zanemarjajo poznavanje ne samo vseh procesov proizvodnje vsebin, temveč tudi procesov distribucije in
procesov potrošnje, te pogosto znajo zapasti ponovno v neko neumnost. Bom eno izpostavil, ko pride glasbenik k meni in reče, spet smo špilali v Orto baru, pa je prišlo 20 ljudi. Jaz takoj za test ponudim vprašanje in rečem, ok, kdo ti je manjko? Pravi, vsaj kolegi glasbeniki bi me lahko prišli pogledati. In naslednje moje vprašanje, kdaj si pa nazadnje ti bil na koncertu tvojega kolega glasbenika? Odgovor je pogosto pogled v tla in odkrivanje nekih drugih tem za pogovor. Torej, ko se postavimo v vlogo potrošnika, ki ima premalo časa, premalo energije, premalo pozornosti in premalo denarja, da bi skonzumiral vse vsebine, ki so nam na razpolago, če razumemo sami sebe, bomo mogoče lažje razumeli tudi druge, predvsem tiste, ki ne pridejo na naš koncert ali pa ne predvajajo naše glasbe. Vzorci iz 20. stoletja so številni. To, kar je meni malo zastrašujoče, je, da mlad glasbenik danes še takrat, ko pride do mene, v resnici poskuša razvozlati neka pravila igre, ki mogoče že dolgo časa ne veljajo več. To se nanaša na založništvo, nanaša se na industrijo živih nastopov, nanaša se na pojme, kot so radio, televizija, tiskani mediji. Mislim, da je krasen čas za to, da se te vzorci spremenijo, in ko me vprašajo, kako se pa to naredi, v smislu, to je izziv zame, ti nekaj blebetaš, filozofiraš, v resnici pa ne ponujaš rešitve, to ni res. Jaz ves čas ponujam rešitev in ta je povsem enostavna. Vzameš obstoječe pravilo igre in ga obrneš za 180 stopinj. Torej, nekje tu vmes, torej na enem polu, bodi si na 90, 270 ali na 180 stopinji, se ponuja možnost za oblikovanje novih poslovnih vzorcev. Stvari so popolnoma enostavne in podobno so tudi enostavne na marsikaterem koraku proizvodnje, distribucije ali potrošnje vsebin. Bom odprt za vprašanje, če kdo ne verjame v to. Torej, posameznik, jaz, ego v centru dogajanja, vsi so proti meni, a moram delati z nekim timom in moram se umestiti v neko okolje, torej razumevanje neke timske dinamike okolja, to je zelo težko. Meni je zelo težko, jaz sem zelo tečen, to lahko potrdijo vsi, ki so delali z mano. Če imamo vsi neko podobo o skupnem cilju, se to nekako hajde prenaša. Spet, če skupnega cilja ni, potem tudi razlogov za prenašanje takih težakov ni. Torej, tudi problemi na tem področju hitro zginejo. Ampak zavest o tem, da v 21. stoletju res ne moreš sam, bomo potem videli tudi zakaj. Torej, če te zavesti nimamo, če imamo še vedno romantično podobo umetnika, ki bo zdaj pač nekaj spesno in bojo vsi znoreli za tem, po možnosti po njegovi smrti, mislim, da je ta podoba posameznika enega, da je malo pase. Tim je nuja, tudi če ga ne prepoznamo kot tim in tudi če ga ne sestavimo sami. Soodvisnost, celota, konteksti. Torej, vsaka od teh kategorij sama po sebi ne pomeni prav veliko, če ni umeščena v določeno celoto. Tle bi se pa rad počasi začel dotikati ta drugega oziroma ta tretjega dela zgodbe in to je, se upravičujem, Mika, mora se malo to center za kreativnost vplesti. Danes se pogovarjamo ne o umetnosti, ne o ustvarjanju, probam se pogovarjati o zoprnih stvareh, kot je denar. Probal sem pogovarjati o državi, danes ni nobenega tukaj, ne? Ministrstvo, kako tukaj, ni, ne? Kdo iz ministrstva, roko gor? Ni, škoda. Zadnjič je bil na Sigicu, bom jaz lajal danes tukaj malo prazno, pa bomo videli, če bo mogoče kaj koga doseglo. Torej, glasba kot del neke industrije, torej procesov proizvodnje, distribucije oziroma izmenjave ter potrošnje nekih dobrin. Seveda obstajajo različne industrije. Fokusiral bi se na kratko na kreativne industrije, številne, in glej ga zlomka, po abecedi je glasba tukaj na sredini. Marsikdaj je pa glasba nekaj, kar povezuje mnoge od teh, pač ne sem zaradi tega, ker je v sredini. To, kar mene rahlo malo živcira, je,
muskontarska logika. Posledično tudi logika države ali pa ne vem, kokoš ali jajce, kaj je prvo. V glavnem jezi me, ko se muskontar pogovarja o tem, a bom dobil 50 evrov na špil ali pa 100 evrov ali pa neke te stvari, a bom imel za tržnice, strune, potne stroške, a bom dal za pier, a me bojo zgoljufali in podobno. Rad bi govoril o pomenu glasbe v denarnem smislu v kontekstu nacionalne ekonomije. A se kdo tukaj na ekonomijo spozna? Lepo prosim, da bomo eno pomoč. Bom pol povedal, zakaj. Torej, neke statistike kažejo tako. Te kreativne industrije zaposlujejo 6% delovne sile v Evropski uniji, ki proizvede 10% evropskega gospodarstva. Kaj to meni kaže? To je neka solidna količina delovne sile, ki se najbrž da primerjati z avtomobilsko industrijo in podobno. Zanimivo mi je pa to, da proizvaja, tukaj bi bilo fajn, če bi bila cifra 6, ker bi pol bilo 1,1. Če ni tukaj 6, temveč je 10, to kaže na simpel stvar. Tukaj not se proizvaja neka dodana vrednost, ki je najbrž višja od marsikatere druge. Če je tukaj višja, to pomeni, da je nekje druge manjša. Ta druga stvar, ki me bega, je odsotnost nekih realnih statistik v slovenskem nacionalnem statističnem sistemu, torej tistih, ki bi se ukvarjali z glasbenim poslom. Bom enega od podatkov, ki sem ga zbrskal pred časom, potegnil ven. Torej Statistični urad Republike Slovenije, ki obravnava koledarsko leto, mislim, da 2016 ali nekaj takega, in evidentira število prireditev. Znotraj teh prireditev edino področje, kjer najdem dejavnost, s katero se ukvarjamo mnogi od nas, tej se reče rock koncerti, vejca, plesi. Predvidevam, da to vključuje tudi veselice in podobne prireditve. In torej država je evidentirala 649 takšnih dogodkov in potem se jaz malo zamislim in rečem, tole so izvajalci, ki po mojem naštepajo teh 650 dogodkov. Kje so pa vsi ostali? Torej v folklornih nastopih niso, v literarnih večerih niso. Pa se vprašam, kje so tele ta drugi, mnoga od teh imen poznamo. In pol še malo razširim in rečem, kje so še tele. In po mi zmanjka papirja, na katerega bi lahko zapisal še množico drugih, med ostalim tudi nekatere od vas, se upravičujem, če sem se vam izognil. Torej, namesto tele številke tukaj bi morala biti najbrž cifra 10.000, 20.000, ne vem. Kaže pa na nesposobnost percepcije glasbenika in glasbenega posla kot neke pomembne kategorije za ekonomije. In seveda, da ne bo, dokler bo ta številka tukaj not. Da bi malo izzivil zgodbo dalje, torej, če smo rekli 649 so rock koncerti, vejca, plesi, kar najbrž vključuje tudi motozbore, hotelske terase in podobne krasne priložnosti. Izvolite. Izvolite. Na vrhu piše, razstavljeni muzikalci kulturnih domov po občinah. To pomeni, da oni gledajo samo tiste, ki so več na delno financirani. Kulturne domove imam posebej... Ja, sem v kulturnih domovih, večina teh ne nastopa. Tudi rock koncerti, te so... Ti piše število ljudi, ker je predstavljeno. Nikjer drugje ni statistike, ki bi evidentirala to. To je edino poglavje. SAZAS ima evidenco, ki je objavil zadnje cajte, ki pravi 750 veselic se zgodi v enem letu. Ampak to, s čimer sem začel pri Ministrstvu za kulturo na zadnjem sešnu, je ponarejena informacija. Želel sem videti, kako zadeva funkcionira takrat, ko se pogovarja o tem, a bodo plačali pod slovenskemu bendu, ne pod, bencin od Ljubljane do Prage, to je bil major issue, ali pa če bodo plačali, če po domače rečem, strune in trzalce. In sem takrat podal neke malo šokantne, pretirane cifre. Sem rekel, dokler se mi pogovarjamo o strunah in trzalcah, ta čas se samo na porokah v Sloveniji letno naredi 15 milijonov evrov. Ta cifra je bila pretirana, potem sem se malo umiril, pa sem doma to šel pogledati, sem rekel, ene 6 milijončkov se naredi.
po moji oceni, nimam drugih podatkov. 2 milijončka se naredita na pogrebih. Za vsako, ko on tišino odšpila, se neki tukaj not v žep, da za vsako, ko oni odpojo zborček, katero od priljubljenih pesmi, ponovno nekaj kapne. Da ne govorimo o Abrahamih rojstnih dnevih in podobnih stvareh, ki jih je 2 milijona, Slovencev ima 2 milijona rojstnih dnevov, seveda ne praznuje vsak, praznujejo pa mnogi tudi tako, da jim iz torte skoči znana slovenska pevka in zato odštejo tudi po par tisoč evrov. Da ne govorimo o čarovniku Gregatu, ki zna odšpilati tudi kako skladbo. Na področju kolektivnega uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic se zavrti približno 20 milijonov, ki so tako ali drugače povezani z glasbo. Plače, masa plač profesorjev v glasbenih šolah je 50 milijonov, koliko se pokuri v povezavi tehnologija in glasba, ne vemo. Koliko denarja se naredi z vstopnino v kulturnih domovih, 20 milijonov. Festivali, poznamo festivale manj in bolj uspešne, eden od teh je zame šolski primer, ki sem ga zadnjič potegnil v odročnem kraju Slovenije, kjer se z vstopnino naredi približno mogoče 700 tisoč evrov, vendar z dodanimi stvarmi, konkretno prenočišča, hrana, drink, suvenirji, ekskurzija do Postojnske jame, do Portoroža in podobno. Moja ocena je, da v lokalni skupnosti spet po nekih drugih statističnih podatkih, torej če v Ljubljani turist zapravi 150 evrov, domnevam, da v unem drugem kraju zapravi vsaj 60 evrov, lokalni skupnosti ostane približno 1,5 milijona denarja na enem festivalu, ki ga večinoma ustvarijo tujci. Torej, ko se tukaj začnemo z nekimi milijoni pogovarjati, pol tudi mislim, da država počasi rahlo prisluhne zgodbi in pa tudi mogoče nas to napelje na to, da ni pomembno 100 evrov na špil, ker kot sem danes z enim od vas udeležencev se pogovarjal, koliko denarja človek v Sloveniji potrebuje za svoje preživetje in normalno dejavnost. Odgovori so zelo različni, ampak ko pridemo do nekega normalnega poslovnega delovanja, ki vključuje na začetku plačilo določenih prispevkov, plačilo nekih normalnih stroškov poslovanja, plačilo neke nepremičnine, v kateri živimo, telefonov, avta in podobnega, pridemo hitro lahko do številke ne 100 evrov na špil. Ker 100 evrov na špil krat 200 špilov, ki jih ima malo kdo od nas tukaj, najbrž nihče, pardon, a ima kdo 200 špilov na leto v dvorani. Po mojem se številke v najboljšem primeru zaključijo pri 100, 120, če špilate vse poroke, vse, kar zmorete in ne zmorete z vso vročino in ne hodite na dopuste. Torej, do 20 jurjev ne moreš priti 100 na špil. Logika se mora seveda spremeniti ali pa pač nehati z utvarami o tem, da je glasba neka ekonomska dejavnost. Torej, prej sem začel naštevati par milijonov tukaj, 50 tu, 20 tam, pa prideš do neke stotke, mogoče prideš do 200. A govorimo skupno o 100 milijonih? Ne vem. O 200 milijonih? Ne vem. O pol milijarde? Če rečem pol milijarde, pa če bi bil tukaj nekdo od države, garantiram, da bi zadeva ratala resna in bi jutri bil poklican na Ministrstvo za finance, kjer bi se pogovarjali o tem, kako bi nas dodatno obdavčili. Torej, tega ne želimo, ampak ostaja zame neizrečeno tudi to, kolikšna je ta cifra v odnosu do bruto družbenega proizvoda, ki ga jaz sicer približno znam definirati, ampak ne znam pa opredeliti, torej prej so se nametale neke cifre, ki so vključevale honorarje, so vključevale plače, so vključevale neke stroške, recimo nakup inštrumentov in podobno. Kaj to v resnici pomeni do bruto družbenega proizvoda, ne vem. Zanimivo, zadnjič sem poklical prijateljico na Banko Slovenije in spet še eno v kolekciji. Sem rekel, kaj je to GDP oziroma BDP? Pa mi je zdrdrala definicijo, ampak ko sem postavil vprašanje, ok, tlele je jabček, torej kilogram jabčkov stane 1 evro, a se
ta jabček v BDP-ju pokaže kot 1 evro, ali se pokaže kot veriga dogodkov, ki ima tukaj nekje recimo nakup ali pa najem nepremičnine, nakup sadike, gnojivo, delovne ure, švicanja, vse podobno, pa distributerja, pa vse ono, kar pripelje do tega evra. Torej, a je seštevek v GDP-ju 1 evro plus vse to, kar je v verigi, ali govorimo o golem 1 evru. Odgovora nisem dobil, na srečo, ker je rekla, da se dajmo dobiti s kolegico, ki se bolj ukvarja statistiko, pa mimogrede se ukvarja tudi malo z glasbo, odgovora tudi tu nisem dobil. Torej, kako smo glasbeniki zapisani v nacionalno ekonomijo z našimi honorarji ali skupkom vseh stvari, ki jih počnemo, zapravljamo, proizvajamo na poti do tja. Torej, tega odgovora nimamo. Bi pa tukaj na tej točki rad pogledal nekaj, kar marsikomu sploh na začetku poti ni jasno, odkot denar sploh pride. Torej, tle sta dve kategoriji ljudi, ki se z glasbo ukvarjata. Eno so ljudje, ki glasbo ustvarjajo, po starih pravilih se jim je reklo, da so glasbo pisali, in drugi, ki to glasbo izvajajo, torej izvajalci. Poleg teh v nekih organiziranih ekonomijah, torej te dve kategoriji pomagata pri tem, da se ustvarjajo neka dodatna delovna mesta. Nekatera od teh so povezana s posnetki. Poznate mnoge od teh izrazov. Druga so povezana recimo z živimi izvedbami. Specializacija teh poklicev marsikdaj pride do zelo ozkih segmentov, zelo specializiranih delovnih mest, ki si jih seveda v naši majhni ekonomiji ne moremo privoščiti. Tukaj nekje vmes je pa še cela truma ljudi, bodisi segmenta menedžmenta, administracije, raznih trgovcev, elektronskih medijev, dilerjev z drogo in podobnih, ki tudi služijo svoj kruh delno ali v celoti na račun teh dveh kategorij spodaj. Kako pride denar do vseh teh ljudi, torej tako do teh dveh kot vseh ostalih? Nekdo to plača. Plača to publika tako ali drugače. In sicer pri avtorjih mnoge stvari se lahko avtorji dogovorijo sami, direktno z recimo temu naročnikom. Torej, bodisi dobijo nek fee direktno od izvajalca, založbe, gledališča in podobno, bodisi odstopijo svoje pravice nekomu, ki jih bo uporabil v kakšnem svojem delu, na kar pride neka umestna kategorija, torej nekaj, kar se nanaša na razmnoževanje fizičnih produktov, in pol pride široka paleta, najbrž nisem vsega niti zajel tukaj, pravic, ki se uveljavljajo ali bi se morale uveljavljati kolektivno. Zanimivo, da nekatere od teh, ki so nam pred nosom, še ena od neumnosti je uporaba na spletu, za katero naša država domneva, da smo vsi mi glasbeniki tako močni, da lahko gremo individualno in se z YouTubeom in podobnimi izpogajamo neposredno. Rečemo, stari, ti boš meni plačal tukaj, pa pride Drozg, pa se bo izpogajal malo drugače. Torej, država izhaja iz domneve, da smo mi tako močni, da se lahko ravsamo z Googlom, YouTubeom, Amazonom in podobnimi, kar seveda ni res in tudi nobeni argumenti zaenkrat ne zaležejo in ne kažejo, da bi država spremenila svoj odnos o vsemogočnosti slovenskega glasbenika. Na drugi strani so izvajalci, ki ponovno nekatere prihodke lahko ustvarijo neposredno v pogajanju z kupcem ali naročnikom, in pa nekatere pravice, ki jih vsaj v teoriji lahko uveljavljajo preko kolektivnih organizacij. Torej, tako približno izgleda nek kao organiziran sistem, tole imamo pa v Sloveniji, do it yourself. Torej, če v prejšnjem sistemu ta dva spodaj v rumenih krogih se lahko relativno še posvetita svoji dejavnosti, nekaj ustvarjata, nekaj izvajata in je denarja na velikem trgu zadost, da lahko poplačaš številne profesionalce, ki ti olajšajo realizacijo tvoje ideje. Tole je nekaj, na kar smo obsojeni najbrž vsi tukaj.
Zakaj to ni čist v redu, verjetno je jasno vsem nam, zmanjka nam časa, energije, pozornosti in tudi denarja, da bi se ukvarjali z vsem, sploh pa v 21. stoletju, ko se dogajajo številni pač novi procesi, večina te procese zelo učinkovito identificira. Torej imamo tehnologijo, imamo nek know-how, ki kroži okoli in imamo kot posledico inflacijo ne samo proizvodnje vsebin, torej ni samo na področju ustvarjanja novih komadov, nove glasbe porast, temveč je tudi seveda porast potrošnje in pa porast tako distribucijskih kanalov kot načinov, kako se stvari peljejo od proizvajalca do potrošnika in ključno vprašanje, tam, kjer je velika množica dogodkov, v ekonomiji se temu reče inflacija, v prevodu vrednost vsake posamezne enote pade. To, kar imamo v novodobni ekonomiji, ki se ukvarja z množičnimi dogodki, je tudi pojav dolgega repa, ki pravi, aha, takrat, ko pa iz množice nečesa, kar ni prav veliko vredno, takrat, ko nekaj zaštrli, lahko zaštrli big time. In tukaj se pojavijo kar naenkrat milijardni ogledi videospotov, besni podatki o številkah prodanih stopnic in denarja, ki se obrne na nekih velikih svetovnih turnejah in podobne stvari, ampak te so rezervirane za peščico tistih, ki zaštrlijo, bodisi po vsebini, bodisi po denarnem vložku, marketinškem vložku industrije, ki v tem vidi smisel, ampak tukaj se zelo izrazito vzpostavlja pravilo 99:1 oziroma 80:20, komorkoli je ljubša Formula 1 ali pa druga. Ta druga stvar, še pred 10 leti bi jaz slovenskemu glasbeniku, ki bi imel vsaj malo ambicij narediti nekaj v tujini, bi svetoval, da ti prvo podeli domači trg, pridobil boš nekaj kilometrine, izpilil boš svojo obrt in zaslužil nekaj denarja, ki ga boš potem investiral v preboj na tujo glasbeno sceno. Torej, smo še vedno v režimu, ki pravi, da sta Avstrija in Hrvaška tujina. Prav tako Italija in Madžarska, v ostalih državah Evropske unije sploh da ne govorim, ampak še vedno omejenost na nacionalni trg. Bojim se, da hudih beneficij za kariero, vsaj na področju striktno glasbe, ne bo na dolge proge ne bo obetavna. Moj apel bi bil, da se v svetu, v katerem se dogajajo številne integracije, torej firme se združujejo po vertikali, po horizontali, trgi se združujejo, že v napravah se združujejo številne funkcije, posameznik iz majhnega okolja, finančno podhranjen z timom, ki je na razpolago v Brežicah oziroma v podobnih krajih, težko, da se bo lahko tepel z novimi trendi v glasbi. Ponovno govorimo o poslovnih trendih, ne o kreativnih. In to v svetu, ki je zaznamovan še z, mislim, da že povsem jasno zaključenim prehodom iz fizičnega sveta v digitalno in v svetu, ki bo vse bolj operiral s pravicami in ki bo vključeval še eno zoprno stvar, birokracijo. In zdaj si jaz predstavljam, aha, jaz sem muskontar, hočem se z muziko nekaj ukvarjati, nekaj se šopirim, bom pa še skrbel za vso papirologijo, pa vse imel pod nadzorom, ampak to je realnost, brez katere kariere ne bodo možne. Torej, če ne bo papirologija pošlihtana, pol tudi denar ne bo prišel do vas. Opozarjam predvsem mlajše, katerim je še to mogoče posebej zoprno, brez tega ne bo šlo, tako kot policaj v ameriških nadaljevankah, ki kriminalca ulovi, ampak če paperworka ne bo naredil, bo kriminalc odkorakal na prostost. Torej, po mojem prepričanju ne govorimo več danes o pohlepu kot gonilu, mislim, da v marsičem govorimo o strahu pred mnogimi stvarmi, ki se dogajajo in na katere nimamo vpliva. In kot antipod strahu pač ponujam neko tveganje, ki se nahaja v sferi zaupanja, zaupanja v tim, sodelavce,
in pa, ajde, rečemo, pobožne želje, ne moram reči zaupanje, pobožne želje, da se cel sistem ne bo razpadel. Moja skrb približno je ta, da nobeden od teh poslov ni zapisano v nobeno Biblijo, nobenih 10 božjih zapovedi. Pop rock, o katerem se jaz danes v resnici pogovarjam, je kratka, majhna tvorba v človeški zgodovini. To je borih 60 let trženja vsebin na tak način, kot ga približno poznamo v pop rocku, nič več kot to. Tako, ko je prišel, lahko tudi gre. In če bo šel, pač bomo za to, po mojem, odgovorni bolj kot ne, mi sami. Zato v duhu Centra za kreativnost ali pa novih iniciativ, eno od teh sem omenil prej, rad bi, da se ne pogovarjamo o importu in eksportu, rad bi, da se pogovarjamo o integracijah v globalno gibanje in rad bi, da namesto se pogovarjamo o zaprti nacionalni ekonomiji, rad bi, da razmišljamo o tem, pa dajmo malo prodati kaj od zunaj pa prinesti nekaj svežega denarja v bajto. Še ena stvar, ki je bila pripravljena za one, ki jih danes ni, je seznam enostavnih vprašanj. Če govorimo še vedno vseeno o izvozu, kaj imamo na izbiro? Podpreti neke industrije, ki jih že tradicionalno podpiramo, ali podpreti industrije, kjer hipi kadijo drogo pa delajo neko muziko. Rad bi pri tem spet malo sprovociral, pa rekel, malo je dejavnosti, kjer ljudje z veseljem investirajo svoj čas, pozornost, denar in energijo. Glasba je ena od teh. Mislim, da od Muskontarjev danes tukaj večina nas bi se z muziko tako ali drugače ukvarjala, tudi če ne bi bili plačani za to. Še bolj žalostno. Večina od nas tukaj se lahko ukvarja tudi, če res ni plačana za to. Tveganje pri tem je relativno majhno. Nakup neke opreme, torej rabimo proizvodno halo v primerjavi z drugimi industrijami. Najbrž ne. Rabimo kupiti neke mašine, plačati neko delovno silo, dovoljenja itd. V velikem številu primerov nič od tega v resnici ni potrebno za začetek ukvarjanja s to dejavnostjo. Ali lahko torej fant s kitaro, rečemo Pero, ki malo drema tam že, ali lahko fant s kitaro naredi milijon evrov? Lahko. V marsikaterem drugem poslu to ni tako enostavno. Spet bom podal eno ponarejeno informacijo, sem zato, da debata lepše teče. Torej ponaredek informacija, ki samo kaže, kako se v nekih drugih industrijah ukvarjajo z nekimi vprašanji, v smislu, ali lahko rdečelasi fant s kitaro, kako to možno, da on v Angliji plača več davkov kot Starbucks in Amazon skupaj. Seveda je možno, obstaja pač neka razlaga. Prosim? Obrat na temo Starbucks pa Amazon ga mata. Torej podatek ni povsem resničen, ampak že to, da se je hiša zatresla par dni nazaj, ko je bila ta informacija, kaže na to, da to ni tako neresno, tudi če informacija ni čista prava. Malo je poslov, ki se lahko širijo globalno s takšno hitrostjo, kot je muzika. Pritisneš na knof, pa je muzika danes lahko na drugem koncu sveta. Mobilna, tudi če selimo žive ljudi od štadiona do štadiona, od kluba do kluba, je v primerjavi z mnogimi drugimi posli precej enostavna, enako logistika in pa seveda kumulativni učinek na nacionalno ekonomijo, za katerega še vedno ne vemo, ali je 100 milijonov, 200 milijonov, pol milijarde, ampak če izhajam iz unih podatkov, jasno, da v tem poslu ne rabiš investirati 10 milijonov za to, da bo mogoče 2 milijona prišlo ven. Torej, so realni scenariji, ki so tudi obrnjeni. V tem duhu bi se zahvalil Centru za kreativnost, upam, da sem domačo nalogo izpolnil v redu in zdaj se nastavljam za vprašanja. Jurij Lesar. Jaz bi že kar takoj povedala, da imamo tukaj v zadnji Niko, ki bo poskrbela s to, da boš imel v naslednjem predavanju ful boljše podatke. Skratka, trudili se bomo tudi v centru za to, da bomo zvedali te podatke o BDP oziroma o
tem, kakšen posel v bistvu sploh so kreativne industrije. No. Tako da zaenkrat, zdaj čez kakšno leto, ne, smo rekli. Ja, sam se bojim, da ti podatki ne bojo na takem nivoju, kakor bi jih želel, zato ker to je, zdaj ne brada sicer do smrti dočasno brez podatki, no, ker že to prej. Če imamo na eni strani, vemo, eno je ocena človeka, ki se s tem ukvarja, ne, pa pomoči število špilov pa število bendov, ne. Druga stvar je, koliko teh honorarjev gre prek študentskih napotnic, na roko, koliko recimo prireditev ni prijavljenih, kje so in tako naprej, ne. Tako da podatki, ki so uradni in do katerih bo mogoče priti, ne, upam, da jih bo na čim več načinov in čim več možno, ampak sigurno ne bojo zajemali slab delež tega, no. To je pač dejstvo, ne samo v glasbi, tudi kje drugje, no, tukaj pa verjetno še toliko bolj, ker je dogajanja res veliko, ne, popisanega pa zelo malo. Odgovor na GDP pa tisti jabolček se šteje od gnojila naprej. Ja. Od gnojila naprej? Tako, ja. To je pol velika cifra. Dajmo se poigrati sem to. Če 50 milijonov na leto gre za plače profesorjev v glasbenih šolah, a v GDP-ju šteje tudi najemnina, prostor, te nek... To ni dilema. Eno vprašanje, a lahko zdaj tegale fanta s kitaro postavimo 21. stoletje, pa vse te razlike, ki se jih v bistvu skozi svojo zgodovino nakazal, ne? Njega ne zanimajo statistike. Ljudje, ki v popu delajo te spremembe, te preobrate, te 180-stopinske obrate, nimajo pojma o statistiki. Gre za čisti živalski instinkt, sam to veš, delal si v fulih ekipah, ki so to zelo dobro obvladale, oziroma bile v stiku s tem živalskim instinktom, a ne? In po moje bi to rabili vedeti, ne? Kje zdaj ti kot človek s kilometrino, ne? Vidiš zdaj za fanta s kitaro v 21. stoletju, a ne? V bistvu zdaj v enemu takmu preteklost se še ni končala, prihodnost se je pa že davno začela, a ne? Kje zdaj vidiš ti kot glasbeni profesionalc, ne? Smer za te zdaj fante s kitaro iz Brežic, ki so zdaj lahko Ljubljana, ki je zdaj lahko Berlin, who fucking cares, a ne? Ti si lahko v Berlinu z enim pač recimo dobrim glasbenim produktom, ko v Berlinu nima kaj delati, zato ker delaš hip-hop in marš kja, kamor se to počne, oziroma kje se to prodaja, ne? Ponujam več odgovorov. Če ni kapitala, ki bi podprl neko normalno poslovno operacijo, potem se zatečemo v gverilske operacije. In to kaj lepšega je sploh za starejše občane, ki mislim, da smo zrasli na tem, da smo spreminjali pravila igre, ki so obstajala do takrat. Poglejmo recimo področje proizvodnje vsebin, mislim, lahko pogledamo vsako od teh, ne, ampak jaz sam sebi ponujam vprašanje, ali rabimo v 20. stoletju še vedno govoriti o, recimo, glasbeni format pop skladbe, ki traja 3 minute. Iz nekega razloga, to je kao radijski format, ampak a je radio glih ta glavni player, zaradi katerega bi ti muziko, ki jo poveš, mimogrede v 1 minuti. Sem polja 3-krat ponoviš. Kako? No, o tem govorim. A rabimo imeti 3 minute? Ne, če to ozavestimo in dokler ljudje ne začnejo delati bodi si 30 sekund ali pa 8 minut, kakor pač se nekomu zazdi, to je sfera tega iracionalnega. Racionalno pa reče 3 do 4 minute. Podobno kot ljudje govorijo o šolski uri, da mora trajati 45 minut, izhajajoč iz domneve, da neki mulci, bog vedi, leta 65 so bili sposobni pokasirati 45 minut predavanja, danes pa mogoče niti ne več, zato pa vse te interaktivnosti pa druge stvari, ki se dogajajo po šolah. Torej, ena od stvari, ali je 3-minutni format bogi batina, a se mora zvrstiti zaporedje dogodkov v smislu, recimo, intro, kitica, refren, a so to nujni elementi? Mislim, da ne.
če govorimo o elementih v ustvarjalnih procesih, dajmo enega po enega analizirati. Torej melodija. Imamo cel kup tehničnih pripomočkov, ki pomagajo, da ljudje, ki smo fovš, zazvenimo fantastično. Do te mere, da to danes lahko počne praktično vsak. Na drugi strani pa že zaznavamo trende pri nekaterih izvajalcih, ki mimogrede super fantastično pojejo in to isto tehnologijo izkoriščajo zato, da zvenijo fovš. Pa ni nič narobe s tem. Mimogrede se upravičujem, ko bom kregan, zato večina slovenskih moških glasbenih izvajalcev, pevcev je fovš. A to koga moti? Zoran Predin, Vlado Kreslin, te kaj boli, Janez, Pero Lovšin, vsi naši prijatelji iz rockerskih bendov, priljubljenih. Pokažite mi enega, ki je krasen, intonančno točen pevc pri moških slovenskih zvezdah. Ni jih prav veliko. In zanimivo, take najdemo pri največjih. Torej, perfektnost pri pitchu je ena od stvari. Drugo, pri melodiji nabor tonov. Ordiniramo z sistemom 12 poltonov in se posmehujemo recimo arabski glasbi, celo kakšni moji znanci rečejo, kaj se on tam dere brez veze. Jaz rečem, ne, on ordinira sistemom 24 četrttonov, ti ordiniraš sistemom 12 poltonov. Če bi govorili o mobilnih telefonih, bi bila prednost zelo jasna. Kjer mobilni telefon je boljši? On, ki upravlja 24 funkcij ali tak, ki upravlja 12. Seveda je stvar okusa. Ampak masovno mislim, da bi ljudje glasovali za napravo, ki ima 24 enot, s katerimi se lahko poigravaš. Torej, veliko teh nekih področij je, ritmiko smo že obdelali, danes midva sva, ne? Nismo še nič govorili o ritmiki. Ok. 4/4, dominantni format pop glasbe, ki ga kao cel svet razume, ponujam alternative. Slovenska ljudska glasba, ki spet po mojih nekih podatkih približno 20% ni ne polka, ne valček, ne 4/4, temveč 5/8. Torej glasbeniki vemo, kaj to pomeni in si rečemo, če to bil del ljudske glasbe, pa je penti, pa niso valjda ljudje, če je to ljudska glasba, niso taki butli, očitno so to razumeli, ne. Druga stvar pri ritmiki, se mi pogovarjamo v 4/4, ne, zdaj govorimo prosto, kot pravijo, po Prešernu, pa če smo že Prešerna omenili, a je pisal v polki in valčku, ne, pisal je v ritmiki, ki se je reklo jambski, neki to enester, deveter, neke te čudne neparne številke so se pojavljale, torej ni šlo za down to, torej four to the floor in podobne stvari, ki jih kao cel svet razume. In pa še ta zadnja stvar, ki jo zdaj že natrenirano ponavljam, ne, ko Rock Partizani ali pa podoben bend odšpila od Vardara pa do Triglava, enega največjih jugoslovanskih hitov, velik del Slovencev, ki ni dovzeten za bolj zahtevne ritmike, bo pel zraven brez nekih večjih težav. Torej govorim samo o tehnični izvedbi, ne govorim o emocijah. Pel bo pa toliko časa, dokler ne opozorimo folk, da gre za 7/8 in sem prepričan, da bo veliko ljudi takrat reklo, jaz pa teh 7/8 to pa ne znam. Kljub temu, da si še malo prej to lahko pel. Torej veliko je področji na ustvarjalnih procesi, ki se jih da matematično, živalsko detektirati in se jih lotiti in secirati po svoje. In tako jaz trobezlam reperjem, ki so praviloma v 4/4 in gre tukaj na živce, da, kot pravijo, mi čopamo bite in jih naredijo, da se te malo to nekaj zatika. Pa rečem, stari bot frajer, boš ti naredil prvi mega hit v neki od teh čudnih ritmik in zanimivo, eden od teh reperjev mi pride in reče, po enem letu, ko ti meni tukaj soliš pamet, lej ga unga Hrvata, ki je točno to naredil. Mimogrede 1,9 milijona ogledov na YouTubu, noben ga ne moti, da je tam, če se ne motim, B9/8 ali nekaj podobnega. Torej, hočem reči, človek je žival, ni pa mogoče tako standardizirana žival, kot se industriji zdi. Je lahko standardizirana, če želimo človeka zreducirati na neko orodje za podaljševanje procesov potrošnje pa distribucije. Ja, zdaj pa še, ja, Rokce? Ok. Mogoče boš kaj povedal o Music Export Officeu? Ne boš? Zdaj sem ga najel. Čau, Nikola.
Eno vprašanje, ena tema, ki je mogoče nisem zasledil, če sem jo, me lahko popraviš. Zanima me, ni bilo kaj dosti povedanega o matični celici, ki se reče band. Asociacija na to vprašanje se mi poraja iz tvojega zapisa, ki si ga takrat za naš odzven pripravil v smislu te tvoje traumatične zgodbe, Demolition Group, Amerika in podobno. Iz tega izhaja v bistvu vprašanje, zelo tako osnovno vprašanje, kaj je recimo za band, ne bom uporabil besede formula, ampak koncept v smislu, ne vem, je dobro, da se določene odgovornosti znotraj benda porazdeljujejo za posamezne funkcije, ki jih mora pač band še vedno upravljati sam, ali je bolje, da so to pač določeni ljudje, ki so sposobni prevzeti odgovornost, se pravi neki zelo jasni lideri benda. Recimo vprašanje, je dobro v band povabiti super fantastičnega bobnarja, ki igra še v 3-4 drugih bendih in podobno. Mislim, da veš, na kaj ciljam. Eden od mojih prijateljev, nažalost pokojni, torej tajkun, ko sem ga povprašal, sem rekel, ti, ki znaš z denarjem, daj mi kako knjigo, daj mi nekaj malo, da si jaz to napojim, pa da bom znal pol milijone delati. In zanimivo mi je dal knjigo, ki se reče Zakaj narodi propadajo. Torej, ne bom šel v knjigo, ki je relativno dolgočasna. Velikrat se pa omenja pojem inkluzivnosti. Torej, zame spet muzika je fajn izvedba nekaj, to kako nekdo špila, v resnici se mi zdi pa band, tako ko si začel, se mi zdi neka celica, ki sloni na nekih drugih principih. Če pride denar v igro, če je sklep, dajmo iz tega delati posel, se tukaj stvari delajo na en način. Če to počnemo ljubiteljsko z upanjem, da bo prišel posel še ven iz tega, mislim, da je to nek drug način in pa seveda skupek 3, 4, 5 ljudi, ki tvorijo nek tim, kjer seveda poleg benda so še neki ljudje, ki so, vsaj meni se zdijo usodno pomembni. Torej, prvi človek, ki pomaga ansamblu komunicirati message v živo publiki, je tonski mojster. Jaz želim smatrati, aplavz za Mihata. Hvala, Miha. Torej, to je prvi prijatelj in to je prvi človek, kateremu prideš s six-packom, tudi če ga ne poznaš, mu položiš na mizo, rečeš, živ, jaz sem ta band, pa da je full basa, pa vse ostale stišje. Torej, tu nekih pravil ne morem, trudim se res, da bi to doktoriral iz tega, pa mi nekako ne gre, ker vedno znova ugotavljam, da Moskontarje gonijo različne stvari, podobno kot v drugih dejavnostih. Eni si želijo slave, drugi si želijo pozdraviti negotovost, tretji bi ga žgali takoj po špilu, četrti bi denar, najdeti skupek nekih ljudi, mimogrede. Možno, da se to zgodi tudi v majhnem kraju na vzhodu Slovenije. V resnici pa v to ne verjamem prav zares. V svetu, kjer Bayern München ali pa Manchester United iz bazena 80 ali pa 100 milijonov lokalcev še vedno iščejo playerje, ki jih uvozijo bodisi iz Afrike, bodisi iz držav bivše Jugoslavije ali pa iz Južne Amerike. Torej, če hočeš zgraditi najboljšo ekipo na svetu in če se hočeš proti takim tepst, bojim se, da to v lokalni skupnosti res romantičen ideal, ne verjamem več v to. Seveda, če se želimo z glasbo ukvarjati ljubiteljsko, sem prvi za, glasujem za. Če se želimo tepsti na globalnem trgu, se bojim, da to ne bo šlo. Zdaj boš dobil še eno vprašanje iz področja prava, tako en serious question. Nikola, zdravo. Hvala za super predavanje. Mene pa zanima, pa to je zame, pa za druge, pa za ljudi, ki me ves čas sprašujejo. Ko muzičarji sklepate pogodbe z založbami, kaj bi ti svetoval mladim glasbenikom, ko jim neka založba ponudi pogodbo, oni bojo valjda vse podpisali, ker so celi srečni, da so to dobili. Kaj so recimo ene pravice, ko bi ti njim rekel, ne podpisati tega? Dajte se držati stran tega, probite doseči boljši dogovor glede avtorskih pravic. Kaj je recimo, pa tudi povej mi, kaj je v praksi dejansko sploh možno, da avtor, glasbenik zadrži za sebe in kaj bo založba vedno rekla, glej, to ali pa no go? Če kdaj je danes, mislim, da igra v resnici obrnjena.
Moj občutek je, da založbe danes potrebujejo repertoar, razvila se je teza, da itak ne potrebuješ več založbe. Mogoče ne, ampak ta teza se nevarno razvija v nek drugi mit, da danes ne potrebuješ več posrednikov, temveč da danes itak glasbenik neposredno komunicira s svojim občinstvom. In ko jaz postavim vprašanje, ok, torej ni založbe vmes, ampak a je vmes YouTube? Je. A je vmes Google? Je. A so vmes neki online playerji, ki mimogrede s tvojo vsebino ravnajo ne več na pogajalski bazi, temveč po nekih algoritmih, torej z onimi starimi gospodi iz založb, ki mnogokrat niso bili simpatični, si se lahko vsaj nekaj izpogajal. Pri teh novih posrednikih se nimaš kaj veliko pogajati, lahko plačaš, če imaš zadosti denarja, ampak vedno bo nekdo, ki bo imel denarja več, kot imaš ti. V takem kontekstu mislim, da založba, če govorimo o neki tradicionalni založbi, v resnici potrebuje material, potrebuje nove. In ko novi akterji na trgu rečejo, ja, veš, oni sem ziheraško podpisujejo, tudi to obdobje je mimo, ker tisti izvajalci, ki so ziheraški, postavljajo svoja pravila igre, ki niso ljubezniva do založb. Torej, mislim, da bodo založbe sedaj še toliko bolj morale biti odprte do novih izvajalcev, novih vsebin, ali bodo pa enostavno ostale brez novega repertoarja. Stari repertoar je pa jasno, gre v fade out. Iz leta v leto, redki so komadi, ki se obdržijo v vrhu lukrativnosti, torej brez novih pa pač te stare tvorbe ne bodo mogle obstajati. Torej, pogajalska sfera tukaj se mi zdi, da je zdaj vse počasi preveša na stran umetnika. Zdaj pa konkretna vprašanja, kaj se da, kaj ne, so odvisna od pogajalskih moči ene in druge strani. To je zanimivo. Nekdaj močne založbe, nekatere so propadle, zginile ali so na robu obstoja, nekatere se občasno pojavijo kot nove, ampak hitro ugotovijo, da v resnici ta posel nima več toliko smisla. Tako da ta novi playerji, torej ta nove založbe so tudi zanimivo, vse v začetnem obdobju izjemno ljubeznive do avtorjev in izvajalcev. Tako da mislim, da se bodo tukaj stvari premešale na novo, gotovo je pa potreba po neki taki malo bolj posplošeni formalizaciji, po novem tipu pogodbe, recimo, ker to, kar se zdaj podpisuje tukaj, pravim, me preseneča, je res zastarelo. Pa dajva midva spisati to nekaj. Mislim, jaz jo imam že spisano, konec konca. V Pekingu sem spisal nekaj, kar je spravljeno, mislim, da iz 15 strani na 6 strani. Zakaj? Ker je tam še bolj izrazito in hitrejše sfera tranzicije iz, sploh ne morem reči, socializma. Torej iz nekega prejšnjega kapitalizma v novi kapitalizem z državnim sistemom, ki pravic intelektualne lastnine ni do včeraj poznal, zdaj pa ne samo, da jo pozna, temveč jo zapiše v 5-letni, 10-letni, najbrž 1000-letni načrt in ima tudi ves državni mehanizem, ki bo uspel to vzpostaviti. Torej v takem modelu zelo hitro se bo začela dogajati nacionalna trgovina s pravicami, ki do včeraj niso obstajale. In tovrstni dokumenti, dajva se mi da pošpilati s tem. To bo. Jaz vaju zelo spodbujam, da spišete te, mislim, neke take muštre za glasbenike. Ne, mehanizem obstaja samo odnos iznotri tega, kdo je močnejši player, ker to, kar imamo zdaj, je ostanek 20. stoletja. Tam je velika založba oziroma... Ja. Kolektivno zelo za uveljavljanje pravic oziroma ta vaš drug IPF, še celo tako, to je v bistvu kidnapiran društvo, to so kidnapirana društva, Po nastanku verjetno, ja. Bi lahko zelo, recimo, kristijanci na tem nivoju vaš klub, bi lahko umetniški oziroma zdravstveni momentum, lahko v bistvu ene nove spremembe, en nov nadzor nad pretokom, pač pravic, ki izhajajo iz glasbe. Zdaj se v bistvu gledamo od države do SAZS-a in vse je zelo hecen.
Tu gre za tehtanje moči, gre za interesne skupine in veliko denarja v igri. In zanimivo, da je prav to področje, ki ga omenjaš, je nekaj, kar je pod drobnogledom države. Oni pokukajo in rečejo, koliko denarja je tukaj? Aha, interesantno, dajmo se še mi vmešati v to igro. Zakaj, valjda, mislim, ta denar ne smrdi, ne? In v tej bitki interesov, to, rečemo, moja situacija, jaz sem se leta in leta tam neki ravsal, bil nezaželeni, torej nobene kazenske ovadbe nisem fasal, čudo Božje, za razliko najbrž Janez, ti si aha, ok, sva dva od redkih, ne. Torej nisva dobila fejst po nosu, je pa velik del življenja šel tja nekam za neke spremembe, ki, rečemo tako, mogoče so v neki trenutki bile na bolje, ali ne, mislim pa, da imamo vsi mi, ki smo se s tem ukvarjali, kar neki grenčice, jaz pelinkovc pijem danes po tem predavanju. Nove inovacije v tej redistribuciji, ki izhajajo iz avtorskih pravic, je zares Saza, se res? Ja, meni v tem kontekstu mi je zmeraj šaljivo sploh govoriti o avtorskih pravicah, ko v tej državi ne obstaja. Pravica avtorja je, da določa pogoje, mi ne določamo nobenih pogojev. Še? Ne, kako še? Cene jukeboxa ne določaš ti, ne določam jaz, določa minister za gospodarstvo in jukeboxi v tej državi so zastonj. Kako boš ti gostilničarju, ki plača 7 evrov na mesec za 24 ur muzike na dan, dopovedal, da more plačati 100 evrov za enega glasbenika za urco pa pol? Se ne gre, se ste zmešani. Kako mu boš dopovedal, da je to 100 evrov, če on plača 7 evrov za 24 ur muzike na dan cel mesec? In to mu je gospod Počivavšek rekel, da je to normalna tržna cena. Pa imaš ti občutek, tako kot ga imam jaz, da ti priješ k Počivavšku, gospodu, ne? Ne, jaz mislim sam, da se sprenevedamo, da se delamo norca. Ja, da ne živimo v normalni pravni državi, torej, da nam vlada mafija, ki ima svojo državo, mi se pa tukaj pogovarjamo o poslovnosti. Ja. No, bom malenkost tole probal omehčati. Ja? Govorimo, skratka, tukaj je potreben en gverilski IQ napad na to obstoječi status quo, ki je sicer fajn za, ker je pač lušten monopol za pač pajdaško ekipo, ampak to je očitno forum, Saza IPF, je očitno forum tega, kako bi rekel, veš, ko govoriš o državi, ki naj bi upoštevala. Veš, zakaj govorim o državi? Ker tega grilskega napada, vsaj zgodovina, mislim, da je pokazala, ne bova speljala ne jaz, ne ti, ne Janez. Koliko smo zračunali 100 ljudi za zastopstvo IPF-ov? Koliko rabiš teh kolektivk, ki imate teh kolektivnih podpisov? Koliko rabiš? Point je Počivavšek iz te tema. In če pride Janez k Počivavšku in če ga on gleda skozi prizmo nažganga... Jaz nisem avtor, država je avtor. Tako, in... Minister za kulturo nam je vse pokradil. Njegovi CD-ji, moji CD-ji so v javnih knjižnicah za džabe. In mi ne imamo pa debate o virtualnih piratih. V državi, kjer je minister, kjer ima minister za kulturo svojo piratsko mrežo, kje živimo? In to bo toliko cajta, dokler te bojo tretirali kot nažganga hipija, ki tam kadi drogo za vogalom in itak dobiš 50 evrov in ne predstavljaš nula faktorja v igri interesnih skupin. Zdaj, to, kar si jaz želim z današnjo zgodbo, prikazati, da stvari mogoče niso takšne. Zdaj, prosim? No, tujino sem danes večkrat izpostavil kot nekaj, kar bi še pred 10 leti prisegal na to, dajmo mi prvo porovariti tukaj, pa bomo pol tujino. Torej, zdaj pač ne tujina. Rad bi, da Avstrija, pa Hrvaška, pa Italija, pa Madžarska niso tujina, ampak da je del pač nekega trga. Seveda, kakor se pač Evropska unija fragmentira pa zapira, bomo videli, vsi oni imajo tudi svoje sazese in vse je to tudi, kar se tega konteksta tiče, del širše zgodbe nacionalnih avtorskih organizacij, ki kljub nekim ekonomskim integracijam še vedno zastopajo svoje parcialne interese. Pa se pa pejti z njimi tepst. Mi trije se ne bomo šli. Mi trije bomo delali muziko. Ne glede na to. Ja, se boš prijavil bivališče v Berlinu in boš v bistvu čez
Ukrajinski saz, sem večji slovenski. Koliko si pametni? In se to. Okay, a še kaj, ali gremo rajš na kuham in pa na band? No, mi trije bomo šli verjetno v Počivalško, ki je spet mandat dobil, ne? Pa po mojem, če mu zdaj potrkamo, pa mu malo to nekaj povemo, mogoče bo kaj drugače, kot če mu pridemo med uradnimi urami. Zdravo, Nikola. Skozi govorimo o tem tujem trgu, ne? Kako bi bilo pa recimo s slovenskimi besedili, že samo na hrvaškem trgu? Tu mene kot recimo iz mladega benda zanima ful v bistvu. Bom ponudil neko alternativo. Težko. Ampak težko je pa tudi Islandcem v islandščini špilati okoli po svetu, ampak spet, če je to počprajceno z čas, energija, pozornost in pa seveda denar, pol bojo izvajalci, kot so Sigur Rós, ipak nekaj naredili. Če si čudaški izvajalc iz Južne Koreje in ti je ime PSY oziroma Psy pa Gangnam Style, to so neki dokazi, ki pa spet bolj služijo entertainmentu, ne pa glasbi, ne ravno podajanju. Vedno Gangnam Style razumemo. Pa res? Gangnam Style, ne? Vse ostale se pa žvižga. Aha, ok, ja, torej in podobno v tujih jezikih obstajajo številni komadi, ki jih tudi konec koncev v angleščini marsičesa ne razumemo, pa repetiramo kot papige. Torej, ja, težko, mislim pa, da je torej spet integracija v te sisteme, v katerem koli jeziku boš pel. Vemo, kateri so dominantni 3, 4 ali pa 5 jezikov, torej angleščina, španščina, mandarinščina, francoščina, najbrž italijanščina še sodi zraven. Torej, Skandinavci se niso šli fajtati s celim svetom svojim jezikom, če so želeli poslu delati, ne govorim o kulturnem učinku in ne govorim o umetnosti, ampak če so želeli poslu delati, so se Skandinavci spravili na cel svet z angleščino. In pridemo do tega, da je Max Martin menda neka velika faca. Mim grede, ko se posmehuje, pogledajte si besedila od Ace of Base, ta prve stvari, vsak, ki kaj ve o angleščini, vidi, da to naklepo nekdo tako malo po domače, ampak no big deal, milijone je proizvajal. Tako da pač slovenščina, jaz si želim nekoga in mislim celo, da imamo v Sloveniji par kandidatov, ki tu lahko razvalijo, ampak to mogoče bolj pikira na zgodbo o entertainmentu, torej o zabavni industriji, recimo kak pevec, ki je oblečen v roza obleko, pa ima malo daljše lase pa brke, pa lahko poje v katerem koli jeziku, pa mogoče lahko rata tudi naslednja Makarena. Za druge bo pa težko. Hvala. Še kdo? Mene pa zanima, ker to mi še čisto noben ni znal odgovoriti. To mi še čisto noben ni znal odgovoriti. Kaj je današnja vloga založbe za en nov mlad band? Ker CD-ji se ne prodaja več, 30 € stane na leto, da ti ena tuja založba da na Apple Music, Spotify in ostale streaming servise, PR tudi lahko plačamo. Kaj pol, zakaj sploh? Ena sama je komunikacijski hub, to je edino. In to ponavadi, torej komunikacijsko središče ponavadi z ostanki drugih delov industrije 20. stoletja. Torej, želiš priti do radia, tukaj imaš bližnjico. Želiš priti do organizatorjev festivalov, lej, tu imaš bližnjico. Poznaš novinarje, s katerimi želiš komunicirati, vseh ne. Tele jih poznajo večino. Samo to, skrajšana pot od tebe do neke druge umestne postaje. Zanimivo, tudi pri prodaji CD-ev, ki sem jaz bil prepričan, da je to že mimo, mi na eni od založb pravijo, ne, to vsaj za te večje izvajalce, je še vedno eden od večjih virov prihodkov. Majke mi, jaz sem bil prepričan, da je tukaj game over. Na drugi strani, res, industrija, ki bi vključevala monetizacijo spletnih vsebin, torej imamo, kot pravi Janez, državo, ki reče, ne boš, oziroma pej tam pa se zdili, kar je dejansko fizično nemogoče. Mimogrede, na strani Google tudi ni žive osebe, s katero bi se pogajal, pač napišeš nek obrazec, pa ne rečejo fuck off, pač nič ti ne rečejo. Torej, založba je zame vredna samo kot nabor kontaktov. Druga stvar, ali so pripravljeni vate vložiti čas, energijo, pozornost,
zato da te kontakte potvikajo, angažirajo, ali so te kontakti sploh še obstoječi, kot sem rekel, zadnjič enemu starejšemu legendarnemu slovenskemu pevcu, sem rekel, stari, ti pokori zdaj vse kontakte, ki jih imaš, vse jih povabi, ker jutri bojo mogoče v penziji ali pa bodo že pokojni. Torej, 20. stoletje se počasi poslavlja, do takrat živimo še vedno v tem svetu, kjer te stvari štejo, nekatere tudi za denarnico in založbe še vedno delujejo kot komunikacijska središča. To je približno to. Če pa uspeš dobiti še nekaj denarja od njih, ok, toliko bolje. Po drugi strani, proizvodni procesi naši so se tukaj pocenili, da tega denarja ni več tak problem iz žepa potegniti. Seveda pod pogojem, da 5 fantov iz benda ne gre letos na počitnice na morje, ne pele punce za 14 dni v Grčijo, temveč pač investirajo v snemalne procese in podobne stvari, pa se hitro nabere. Ali pa na Maldive so šli eni tukaj v tej dvorani, ne bom rekel kdo. Torej, za eno besedo se splača, ja ali ne? Nobenega pravila ni. Če ne moreš sam priti do nekih drugih ljudi, če moraš iti preko posrednikov, sploh ni važno, da si mu rečeš založba. Torej, lahko ti mogoče odvetnik pomaga pri tem, lahko ti friend, lahko nekdo to naredi za ston, drugi v zameno za procente, tretji ti zakasira. Torej, če se ne počutiš sposoben ga sam priti do svoje publike, mimogrede, tako so se večina ljudi v tem poslu pač obrnila. Na živce so jim šli bodi si založbe, menedžerji in podobno in potem so ljudje sami spustili v te dejavnosti. Doskrat po kmečko, enim je ratelj, drugim ni. Torej, tehtanje moči. Lahko pol to ansambl pa je. Veš, pa založba ni nekaj generičnega, založba je neskončno različnih profilov, kilometrin. In ti kataki smo moraš v bistvu oceniti v temu pač performansu, v kompozitorju, benjo, ko se jih naredila, a so ali niso, Zdaj je ena sveža založba, ki ti bo hotela vse vzeti za boš rekel, čak malo, ne videl, tukaj nič ne vidi, Mislim, da... Band hoče špilati. Ja, daj, a jih boš ti napovedal? Prosim. Tukaj ali gor na odru? Ne, kakor čaš. Torej, vsi ven na Kosten in na ansambl Mart iz Vajdušne. Hvala.